Mislim, če sem jaz popoln novinec, ne? Kako bi mi kot nek izvedenec predstavil, kako izgleda gameplay te igre? Kaj potrebujem za igranje? Elevator pitch. Ja, elevator pitch. Exactly. Stvar, ki jo rabiš, je meter krat meter velika miza. Okay. In edina stvar poleg tega je prijatelj, pa naša osnovna škatla. Prijatelj. Prijatelj je tle težja stvar. To je verzija ena, ki je bila izdana na osnovni Kickstarter. V bistvu ne rabiš nujno zmer prijatelja, ker imamo solo mode. Tudi to. Smo naredili stvar friendless friendly. V osnovni škatli so stvari, ki jih rabiš. Prvo pač figurce, 3 figurce na stran oziroma 2 za se naučiti je čisto v redu. Teren pride že v osnovni škatli, lahko pa, če si pač poseben, tako kot jaz, imaš doma eno omaro tega, ki si ga sam handcraftal za vse možne stvari, skratka to. Kocke, pravila so vsa zastonj online. Kocke so D20, ki verjamem, da se vsi valjamo v njih doma. In metri. Ostalo, kar je, so kartice, ki so v bistvu samo reminder, tudi vse na voljo zastonj online, dobiš fizične kopije v škatli in to je to. Poleg tega bi rekel, da rabiš 2 do 3 ure zbranosti, da se boš res naučil na začetku pravila. Ljudje niso pripravljeni pravila poslušati. En način je, da se usedeš z 50 stranmi pravil, ki jih imamo, si jih prebereš in probaš iz tega narediti. Druga, bolj ljudem prijazen način je, da pogledaš 14 videov, ki so od 2 do 5 minut na video online, kjer jaz razlagam pravila. Okay. Niso full tako inclusive, tako da v resnici. Ja, kjer smo pač se res potrudili, da je pogledaš teh 14 videov in greš lahko igrati. Nice. Pa še samo to monthly timelapse lahko igrati. Ja, še ta added bonus. Niso bili niti snemani in sequence, tako da lahko imamo bingo card zadnji, da lahko postavljaš stvari in sequence. Najboljša scena, ki sem videl, je bilo tako, na Japonskem imamo ene par pač trgovin, ki imajo naše zadeve in je tako, nam pošljajo iz demo daya slike, so je tako velik v bistvu plakat. Nekaj je bilo tako, 38 folka je na tistem eventu prišlo aktivno igrati Eldfall. Wow. In so imeli tako, ker so se pač še učili kakšne stvari, so imeli tako pano od zadnji in največ iz projektorja gor sliko in rule. In pa da bez bilo videti Japonce, ki tam špilajo game, pa samo to fata. Ja. Moram priznati, to je ena bolj čudnih stvari, ki sem jih občutil v življenju, ko gledaš sobo 38 Japoncev, ki imajo tebe kot projekcijo na steni. To je en bolj čudnih občutkov, ki sem jih občutil do zdaj v življenju. Sliš se kot nek kult. Mr. God. Brado imel tako, da je... Ja. To je pa še ta tretji način, kako se lahko naučiš igrati, pa da nas ne ujamete na kakšnih predstavitvah, eventih. Recimo v D20 amuletu v Medvodah je tudi veliko ljudi, ki znajo igrati. Naš Discord, imamo precej aktiven Discord server, tam okoli 500 memberji trenutno. Tam imamo rules question, na katere mi odgovarjamo, ali pa ostali v communityju, ki so se že naučili, ki znajo, da se pisati, vprašati, se da dobiti igre. Vse. Tako da ja, to je pa malo bolj social engagement način, kako se naučiti je, da pač uhvatiš enega od nas. No to v bistvu pa to imamo plan, zdajle za septembrom se bo to nekako začel, v bistvu bomo enkrat, 2-krat mesečno imeli razne take gaming daye, po različnih lokacijah pa tako da... Recimo 2.8. smo v Kopru, v Ghetto Something, na obletnici tega društva. Ghetto poznamo že iz prejšnjih epizod. Mislim, da je Eva, predsednica Umika, razlagala, da imajo pač tam precej vibrant board game community. Ghetto. Wow, nice. Tam bomo 3. septembra verjetno v Kranju, ker ne moramo biti drugega in v Kopru in v Kranju. Of course. Tako po drugih lokacijah, mi samo v Ljubljani bomo skoraj sigurno imeli 2-krat na mesec, verjetno v Medvodah, v bistvu društvo D20 Amulet. A to je jedro. Jedro Medvoda, mladinski center. Pa
verjetno v Črni luknji ali pa kaj podobnega, to pač dobi Pa v centru, v Poljanski. Tako ja. Ja. No, še rihtamo tudi svoje prostore, mogoče enkrat v prihodnosti. Ja. Še malo dela. TBD. Ja, Mogoče- TBD, Ja,